Pozdravljeni. Vozniki se menjajo, Ferrari ostaja. Fraza, ki je po svoje navdušujoča, ampak po drugi strani tudi izjemno kruta. A danes bomo spoznali, da je tudi presneto resnična. V originalu zveni ta fraza takole: I piloti passano, ma la Ferrari resta. In izrekel ga je Luca Cordero di Montezemolo, točneje 18. marca leta 2007. Zakaj je ta datum tako pomemben? Ker je takrat Kimi Räikkönen zmagal veliko nagrado Avstralije, prvo v sezoni, in je pravzaprav nadomestil Michaela Schumacherja. In kako resnična je bila ta fraza, smo seveda spoznali čez nekaj sezon. Kimi je postal svetovni prvak leta 2007. A na začetku sezone 2010, kljub temu, da je bil še zmeraj na plačilni listi Ferrarija, ni imel sedeža. Potrebno je bilo narediti prostor Fernandu Alonsu. In po mojem osebnem pogledu je bilo izjemno cinično tisto, kar se je zgodilo čez nekaj let. Namreč na začetku sezone 2014 sta bila Kimi in Fernando moštvena kolega pri Ferrariju, kot da se ni v bistvu nič zgodilo. A znano je, da je sam Enzo nekoč dejal: bistveno je, da zmaga Ferrari, ne glede, kdo je za volanom. In to je nekaj, kar je bilo znanega že praktično iz 50 let prejšnjega stoletja. Namreč leta 1958 je svetovni prvak med vozniki postal Mike Hawthorn, a znotraj Ferrarija je potekal nek troboj. Collins, Musso in Hawthorn so se bojevali. Nažalost sta Collins in Musso podlegla poškodbam, ki sta jih staknila prav na progah, kjer so se odvijale dirke svetovnega prvenstva Formule 1. In tudi sam John Surtees, katerega ime je znano vsem navdušencem Formule 1 in ki je postal svetovni prvak s Ferrarijem, je ekipo iz Maranella zapustil sredi sezone, ker se pač ni strinjal s samim Enzom in ni se strinjal glede tega, na katerih dirkah bo nastopil. Zopet potrditev tega, da je važno le to, da zmaga Ferrari. Verjetno marsikdo izmed vas je gledal film Rush, ki opisuje dogodke okrog sezone 1976. Če ste bili pozorni, ste morda si zapomnili frazo, ki jo je v filmu izrekel Clay Regazzoni, ki ga tam igra italijanski igralec Pier Francesco Favino. Na konferenci, ko ga je Enzo Ferrari zopet predstavil kot povratnika v skuderijo, je dejal: da, dober sem zate, dokler me boš rabil, a nato me boš odslovil. In seveda, to se je pravzaprav zgodilo po koncu sezone 76, ko je Clay izvedel, da ga bo zamenjal Carlos Reutemann na zadnji dirki veliki nagradi Japonske, se ni preveč upiral Jamesu Huntu, ki je hlepel za vsako točko, za vsako mesto, da je na koncu lahko postal svetovni prvak. Pa seveda, takrat se je vse stavilo na neki alavdo. Prav Enzo Ferrari je bil razočaran nad tistim, kar se je zgodilo na Japonskem leta 1976, zato je sam Niki naslednjo sezono leta 1977
ko je matematično postal prvak, nehal dirkati za Scuderijo. Svoje je dokazal, zalopučnil vrata in odšel. A verjetno danes mnogokrat poslušamo zgodbe o Žilu Villeneuve. In mnogi avtorji gakujejo v zvezde, kakšna ikona je za Scuderijo Ferrari. A bodimo iskreni, leta 1982 smo lahko videli na veliki nagradi San Marina na progi v Imoli nekaj, kar v sodobnih ekipah ne bi bilo dopustno. Zmago pravzaprav drugega voznika Pironija, ki naj ne bi spoštoval moštvenih ukazov. A za Ferrarija je bilo važno, da zmaga ne glede na to, kdo je za volanom. In mnogi trdijo, da v tistem trenutku je bilo jasno, da je Pironi prvi voznik Scuderije Ferrari. No ja, jasno naj bi bilo vsem, razen ubogemu Žilu, ki je čez slabih 14 dni umrl v Zolderju. Takšnih zgodb je še kar nekaj. Naprimer, če se spomnimo Nigela Mansella, ki je zagotovo pustil enkraten vtis med vsemi navdušenci, ne moremo mimo dejstva, da je v Scuderiji Ferrari zdržal le 2 sezoni. Namreč, ko je prišel Alain Prost, so se začeli boksi obračati proti njemu. Nigel Mansell je bil tako potrt, tako razočaran, da je dobesedno izgubil motivacijo in voljo. Sredi sezone je naznanil, da se bo upokojil, a na srečo pri ekipi Williams so bili drugačnega mnenja ter mu ponudili pogodbo tudi za naslednji 2 sezoni. Mi navdušenci smo tako dobili še nekaj izjemno napetih, zanimivih, norih dirk, ampak Alain Prost, ki je dobesedno izrinil Nigela Mansella, tudi ni imel ne vem kako dolge sreče. Že naslednje leto si je drznil kritizirati bolid Ferrari 643 z besedami, da je vodljiv podobno kot tovornjak. V trenutku je izgubil sedež. In mnogi bi lahko dejali upravičeno ali ne. A kolikor se spomnim, tisti Ferrari 643 res je bil malce težje vodljiv. A dejstvo je, da odkrita kritika Ferrarija, čeprav je lahko dobronamerna, je mnogokrat nedopustna. A skleniti moramo krog. Spomnimo se, kako je Charles Leclerc prišel v Scuderijo Ferrari. Dobesedno Kimi Räikkönen mu je moral narediti prostor. In seveda veteranu, zadnjemu prvaku v Scuderiji Ferrari so se na kratko zahvalili za sodelovanje in Leclerca potisnili v Scuderijo. In trajalo je le nekaj dirk, da so Sebastiana Vettla potisnili na stranski tir, kar je bilo po mojem osebnem videnju napaka, kajti z malo podpore, predvsem psihološke, bi se lahko Sebastian Vettel tudi boril še za kak naslov. A dejstvo je, da Charles Leclerc v Ferrariju je imel, recimo temu, 2 malce bolj svetli obdobji. Tam konec poletja, začetek jeseni v sezoni 2019 in na začetku sezone 2022. Vse ostalo je bilo, bodimo iskreni, malce klavrno. A danes si je Charles Leclerc začel nekako dovoliti nekaj, kar je po mnenju mnogih res nedopustno. Slišali smo lahko, kako kritizira Ferrari v tistih trenutkih, ki so najbolj delikatni, ker so napake najbolj vidne in kjer bi bilo res bolj modro biti tiho. A kot je dejal Luca Cordero di Montezemolo, vozniki se menjajo,
Ferrari ostaja. A izgleda, da Charles Leclerc te fraze ni slišal. A videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.